Dober dan, lep pozdrav na novinarski konferenci po 11. seji vlade. Predlagam, da kar minister Žerjav predstavi svojo točko na današnji seji. Tako je, ja. Prav, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemih zvišuje prevzemni prag z 25% deleža glasovalnih pravic na tretjinski delež glasovalnih pravic. Z dvigom prevzemnega praga bo ta postal primerljiv s prevzemnimi pragovi v drugih državah članicah Evropske unije in usklajen s kvalificiranimi deleži obveščanja o pridobitvi vrednostnih papirov, denimo zakonom o bančništvu. Slovenija namreč bistveno odstopa od drugih držav, saj ima poleg Madžarske praktično najnižji prevzemni prag. Če navedem, Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska imajo 30% prevzemni prag, Poljska, Slovaška 33% prevzemni prag. S tem dvigom prevzemnega praga želi vlada oživiti trg kapitala, kapitalski trg na Ljubljanski borzi, ki je v zadnjem času praktično zamrl in je v letu 2011 niti ni dosegal, bom rekel, nivoja iz leta 2005. Recimo 2011 je bilo poslovanje oziroma letni promet na Ljubljanski borzi 470 milijonov evrov, za primerjavo leta 2007 2 milijardi 200, tako da je seveda očiten padec in poskušamo s tem ta trg spodbuditi tudi seveda to, kar vlado najbolj zanima, predvsem dotok svežega tujega kapitala. Predlog zakona z namenom zagotovitve enake obravnave vseh oseb, ki so oproščene dati prevzemno ponudbo, obveznost poročanja ATVP-ju širi tudi na osebe, ki so kot ponudniki zaradi finančnega prestrukturiranja dosegle prevzemni prag. In odpravljamo še eno pomanjkljivost, ki se je najbrž nehote prikradla ob zadnji obravnavi tega zakona, ko je praktično bila v celoti zbrisan tretji odstavek 71. člena in s tem ni bilo mogoče kaznovati posameznikov. Tako z zakonom vračamo to možnost in omogočamo, da za prekrške iz prvega odstavka 71. člena ATVP kaznuje tudi posameznika. To so praktično bistvene novosti, seveda najpomembnejša pa je jasno dvig prevzemnega praga. Dobro, hvala lepa, minister. Vprašanja? Prosim. Mene zanima, kako odgovarjate na argumente, da ta dvig prevzemnega praga ne bo spodbudil kapitalskega trga, ampak je glavna ovira država, ki se ne more odločiti, kaj bo prodala in kaj ne bo prodala. Drugo vprašanje pa, razmislite še o kakšnih ukrepih za spodbuditev kapitalskega trga, recimo glede provizijskih strank. Torej, država se odloča o vsakem primeru posebej, ko je seveda za to pristojna. Zdaj ne vem, v katero smer ste ciljali za tem vprašanjem. Je pač potrebno se opredeljevati od posameznega primera do posameznega primera. Za ostalo pa bo seveda odgovor dal finančni minister. Prosim, ja. A ja, se opravičujem, ja, je. V luči splošnega varčevanja tudi plače nekaterih direktorjev državnih podjetij so precej visoke, 12.000 evrov bruto in tako naprej. Ali razmišlja vlada, kaj da bi omejila te visoke plače? Razmišljamo. To je seveda pravno vprašanje, ki ga je potrebno razrešiti. Glede na to, da so pogodbe podpisane, je potrebno videti, na kakšen način k temu pristopiti, ne samo k plačam direktorjev, ampak bi najbrž bilo pravično tudi, da zaposleni v podjetjih v 100% državni lasti
participirajo, prispevajo tudi svoj delež. Še ne, ampak se pripravlja zgodba. Prosim, ja. Alenka Potočnik, Slovenska tiskovna agencija. Zanima me, ali je vlada sprejela odločitev glede prodaje delnic Splošne plovbe? Ne. Še eno vprašanje. Veste, sem zahteval detaljne informacije strani KAD in SODA. Te informacije bi naj prišle na mizo jutri. Na osnovi tega bo pripravljeno poročilo za naslednjo sejo vlade. Preučujemo seveda pravne, kako bi rekel, pravno formalnost možnosti vpliva vlade sploh na to prodajo. In na osnovi vseh teh informacij, ki jih bomo zbrali, se bomo potem v četrtek tako ali drugače odločali. Še eno vprašanje glede strategije upravljanja z NLB. Ste o tem že kaj govorili? Jutri se izteka rok za pripravo te strategije? Danes nismo o tem govorili ničesar. Znana pa je vizija oziroma strategija, da Novo Ljubljansko banko dokapitalizira tuj kapital. Prosim. Torej, postopki javnega naročanja so še zmeraj netransparentni in vlada dela proti smeri. Kako to mislite? Ja, preveč denarja se tudi pomenilo sindikatov, ki bi v tem procesu. Zdaj, cestni programi pa recimo težje. kar se tiče javnega naročanja, v koalicijski pogodbi je seveda jasno zapisano, da bo tudi ta segment prišel na vrsto, da ga je potrebno prevetriti, kot se temu reče, ga narediti na eni strani enostavnejšega, na drugi strani pa takšnega, da bo mogoče seveda transparentnejše javno naročanje. To je namera vlade in koliko imam informacije, kolega minister na tem intenzivno dela. Prosim, Jekaterina. Zanima me najprej ta zakon oziroma prevzemni plan, kaj to pomeni za podjetje, ki je imela v državni lasti, ki je imela tako že včeraj poslovanje podjetje na zadnji trg, bo zdaj dobil nazaj, oziroma ali je ta sprememba narejena tudi zaradi teh primerov, kjer je država ostala zaradi poslovanja. To morate predvsem vprašati agencijo, kaj bo storila. Ključni namen zakona je, tako kot sem dejal, spodbuditi trg. NLB, omenili ste tvoj partner, morda tukaj več povedati, kdo in ali država zagotovo ne bo sodelovala niti v meji, da bi recimo zagotovila, da bo ostala 25%, če bi recimo tako mislim, da bi padla po to mejo. No, poglejte, o imenih seveda ne moremo govoriti v tej fazi. Bilo pa je večkrat jasno rečeno, da država ne misli sodelovati v tem, zato tudi ni predvidenega denarja v proračunu, tako da to je odgovor ne. Tudi če pademo čez 25% 25% je meja, ki je zapisana v koalicijski pogodbi. ne bo to hranilo. Tako je zapisano v koalicijski pogodbi. Lidija. Lidija Kartili, Slovenija. V zvezi s splošno stavko javnega sektorja za vprašanje. Kaj ste v zvezi s tem danes rekli na seji vlade? Pričakujete dopis, predlog sindikatov? Bodo pogajanja tekla naprej? Kaj pravzaprav pričakujete? Pričakujemo predvsem pogajanja o vseh odprtih zadevah, ampak pogajanja na nekih realnih osnovah in zavedanje situacije, v kateri smo. Absolutno pogajali se bomo naprej, seveda pa vsi postopki sprejemanja dokumentov, rebalansa, zakona o uravnoteženju javnih financ pa seveda potekajo naprej. Tako smo tudi napovedovali. Skratka, tu ni nobenih sprememb. Želimo pa sami tudi intenzivirati ta dialog, ne? Ampak na nekih realnih osnovah. 7% znižanje plač to spravo nesorazmerij, ki so jo predlagali večinsko očitno na zadnji včeraj preden se pogajalci vršili. Je to sprejemljivo? Pisnega predloga o tem še ni, kar sem jaz obveščen. Tako da se bo potem vlada opredeljevala glede na pisni predlog. Vse skupaj je to še v fazi pogovorov in dialoga. Tako da, jaz bi rekel tako, predvsem moramo pustiti mir pogajalcem, da se lahko v miru
pogajajo in da najdejo ta kompromis. Jaz bi želel, da je ta kompromis čim širši. Dejstvo pa je, da tudi med sindikati ni enotnega razmišljanja in enotnih stališč. Tako da je treba razumeti tudi to, da se je težko pogajati z mnogimi sindikati, z velikim številom sindikatov, ki pa imajo različna izhodišča, različna razmišljanja. Ampak, gledajte, vlada se trudi, pogajalska skupina se trudi. Jaz upam, da bomo na neki skupni imenovalec vendarle vsaj v nekem delu prišli. Marko. Najprej eno vprašanje splošno plovbo pač. Sem se razumel, ste rekel, da niste bil seznanjen s postopki prodaje, pa vendar splošna plovba je bila prodana pod bivšo vlado premierja Janše. V bistvu smo 4 leta zahtevali magnetogram z te seje, informacijska pooblaščenka ni odobrila, da ga lahko dobimo, zakaj je bil prodan, zdaj pač en kup enih čudnih indicov te prodaje, pa me zanima, kako vi gledate že na prvo prodajo, pa ali boste, če bo država, ker ste nekje mi dal omenil, da bi celo sklepom vlade preprečili to prodajo, če bo možno, boste sodu in kadu nadomestili ta sredstva, ki pač potrebujo z izvajanjem lastnih, kako vi nameravate pač nadomestiti ta sredstva, ki potrebujo z izvajanjem lastnih strategij? No, sredstva vlada zagotovo ne bo nadomeščala, ker za takšne namene seveda nima sredstva. Poglejte, sam osebno imam izredno malo informacij v zvezi s tem, v zvezi z takratno prodajo in tudi v zvezi z to, kar se dogaja sedaj. Ne. In meni bi se zdelo normalno, ne, da ne bom uporabil še kakšne druge besede, da bi paradržavni skladi, ki vodijo postopke vnovčitve te opcije, ne glede na to, kar piše v zakonih, ne, obvestili vlado o njihovi nameri. Ne. Uradno, poslušajte, spoštovani, opcija se izteka, mi bomo to pa to storili in je zadeva zaključena. Ne. To bi se mi zdelo nek normalen postopek. Čeprav bomo rekli, to ne piše, pa ni nikjer zahtevano. Ne. Zaradi tega je bila zahteva vlade, oziroma sem jo jaz podbudil, da pridobimo vse informacije, da se seznanimo z tem. Proučujemo pa tudi vse to, kar piše v področnih zakonih, ali bi rekel sistemskih zakonih, ZUKNO in Zakonu o preoblikovanju kapitalske družbe in soda. Ne? Še kakšno vprašanje? Še eno vprašanje, v bistvu, če lahko papirnica Radeče se je pač šla toliko daleč, da zgleda, da bo pač šla v stečaj. Da se bo našla neka rešitev. Da se bo. Pač zanima me, občina baje bi jo rada odkupila zdaj. Zanima me stališče države. Pač, če ima občina cash, če občini se dovoljeno, pač ne vem, kakšno je finančno stanje občine, če se je dovoljeno zadolžiti za to, oziroma zdaj, tako kot sem jaz slišal za informacijo, občina ne bo kupila podjetja. Ne. Občina bi ustanovila podjetje, ki bi najela stroj, in to podjetje bi najelo stroj 4. To je ideja. Ne. Če to občina lahko zmore, hoče, želi, naj stori. Ok, Lidija. Še eno zvezi z napovedjo referenduma o tem zakonu, ki bi premaknil izplačilo regresa. Ste že naredili kakšno oceno, kaj bi to pomenilo zbiranje podpisov in potem morebitno izplačilo regresa? Ne? Vse bi mogoče jaz potem to izrazim, če minister. Ja. Še kakšno vprašanje za ministra? Prosim, ja. Še eno vprašanje. Vi ste bili večkrat kritični do SID banke, ali pričakujete, da bojo nadzorniki zamenjali upravo in koga vi vidite na tem mestu? Omenil se je večkrat gospod Šircelj, kaj menite o tem? Poglejte, jaz ne vem, kaj bojo nadzorniki storili pri kadrovskih rešitvah. Ne? O tem se nismo pogovarjali. Dejstvo pa je in jaz menim, da bi ta banka, ki je razvojna banka, ne, vendarle na tem področju morala imeti večjo inicijativo. Ne.
nam nič ne pomaga, da ima ta banka odlične in vrhunske izkaze in rezultate in dobičke in ne vem kaj vse, na drugi strani pa nam gospodarstvo hira. Ne. Tako da v tem zvezi peljemo aktivnosti za spremembo zakona o poroštvih, ne, ki veste, da je mrtev zakon, z namenom, da ga operacionaliziramo in da ga bo SID banka seveda lahko realizirala. Ne. Da vendarle tudi s tem zakonom in s tem 100 milijardo poroštev, ki so takrat bila odobrena, pripomoremo vsaj delno k blažitvi kreditnega krča. Še kakšno vprašanje? Ja. Zanima sem, ali bo država pač glede na to, da se zateguje pas pač na vse, kar se dogaja, imela sredstva sploh za speljati neke projekte, kjer pač Evropa sofinancira recimo celo s 85% neke projekte. So tudi projekti, ker so bile že podpisane z Ministrstvom za lokalno službo vlade, za lokalno samoupravo, pogodbe, projekti so praktično na koncu, zdaj bi morali pač sfinancirati in ministrstvo pravi, da ne. Poglejte, kar se tiče črpanja evropskih sredstev, je seveda bila prioriteta številka 1. In kot veste, je v rebalansu predvidenih 800 milijonov za to, vključujoč evropska sredstva in integralna sredstva. Skratka, vse skupaj je 800 milijonov. Ob tem je zagotovljena še tista rezerva v višini 100 milijonov za morebitno lastno udeležbo nadaljnih projektov. To pomeni, da imamo v proračunu dovolj sredstev, po moji oceni, za realizacijo projektov, ki so na mizi, ne, ki so predvideni. Jaz se bojim bolj v drugi smeri, da nekateri projekti, ki so predvideni, ne, da bo na njih črpanje problematično in bomo morali zaradi tega in ta scenarij B, kot temu jaz pravim, se pripravlja, da bomo morali znotraj operativnih programov določena sredstva prerazporejati na tista področja znotraj operativnega programa, ki so pa absorpcijsko sposobna ta denar počrpati. Skratka, počnemo vse, da niti cent ne bi ostal v Bruslju. Ne. In mimogrede, prejšnji teden je bilo podpisanih 122 aneksov iz 5. razpisa za razvoj regij, ne, višina približno 50 milijonov, ne, za projekte, ki tečejo. Ne. In 11. maja predvidoma bo objavljen 6. razpis za razvoj regij v višini, mislim, da nekje cirka 140 milijonov evrov, seveda v sumi. Ne. Tako da te stvari tečejo, tudi sami pa želel, da bi tekle bistveno hitreje in delamo vse, da to pospešimo. Še kakšno vprašanje? Če ne, se ministru zahvaljujem za njegov prispevek. Zdaj, čeprav je bilo na dnevnem redu seje 65 točk, v bistvu nimam kaj dodatno za obrazložiti, ker je minister povedal oziroma posebej izpostavil, tako da v bistvu čas za vprašanje, vkolikor da imate kakšna. Lidija, ti ustrajaš pri vprašanju? Zdaj, se pravim, ta morebitna odločitev, da se vloži podpise za zbiranje, za 40-dnevni rok za zbiranje podpisov, je nekonsistentna z pomembnim delom zahtev samih sindikatov. Namreč, ko pravijo, da je pri pripravi teh varčevalnih ukrepov potrebno pobrati tam, kjer je, torej, kjer so dodatna sredstva oziroma kjer je nadpovprečno bodisi plač, bodisi ostalih prihodkov dodatno zarezati. Namreč ravno ta dodatni interventni oziroma sprememba tega zakona o dodatnih interventnih ukrepih v svojem drugem delu na podjetja v državni lasti poziva k znižanju ekscesnih regresov. Danes smo lahko v enem od dnevnih časopisov prebrali, da ti segajo tudi do 1700 evrov.
v 2 državnih bankah 1500 evrov. In ravno ta vladni sklep nalaga upravam, da najdejo soglasje za izplačilo teh regresov v času primerni višini. In zdaj podaljšanje zbiranja oziroma uveljavitve tega zakona bo pripeljalo samo do tega, da bodo pač podjetja izplačala te ekscesne regrese, ne bodo pa dosegli tistega, kar očitno nekateri sindikati želijo s tem doseči. Namreč zakon o delovnih razmerjih in pa tudi členi v kolektivnih pogodbah, pregled vseh, govori o tem, da je regrese treba izplačati do 1. julija. To pomeni, da v tem pogledu ima vlada oziroma imajo državni organi še kar nekaj časa, torej ne izplačilo 5.5., ampak do 1. julija, medtem kot sem pa rekel, ravno odlok sprejema tega dopolnitve zakona bo pa pripeljalo do tega, da bodo te ekscesni regresi plačani. Ne bi bilo treba zaradi tega roka izplačati tega regresa, ker je še čas, pač po državnih podjetjih bi se to zgodilo. Država ne bo izplačala tega regresa za javne uslužbence. V podjetjih v državni lasti, kjer pa ta sklep vlade omejuje izplačilo, torej ga daje na nivo minimalne plače, pa ravno zaradi tega zamika bo verjetno prišlo do izplačil razen tam, kjer ne bojo vodstva podjetij pač samoiniciativno pristopila k temu znižanju pač v duhu časa, torej je veliko večja verjetnost, da bo prišlo do ekscesnih izplačil. Prosim, Jari. Ravno pri regresih, a se je pojavilo, pač neke informacije smo dobili, da se je v nekaterih državnih inštitucijah, da se je začelo z izplačevanjem regresov že pred mesecem, v bistvu tako, kot je vlada dala ven zahtevo, da se omeji izplačevanje regresov, ker se je še govorilo, da jih letos morda celo ne bi bilo. No, sej, o tem je govoril tudi vladni sklep, pač, da vlada poziva, zdaj nima te neposredne eksekutivne moči. Vkolikor prihaja do teh izplačil, zagotovo bo vlada vodila pač nek ustrezno evidenco. Dejstvo je, da so časi težki in da morajo vsi, še posebej pa tudi podjetja v državni lasti, kot je tudi že prej minister povedal, pač prispeva k temu, da nosijo breme te krize. Ja, prosim, ja. Sindikati so včeraj potem, ko so zapustili pogajanja vladi, učitelj, da v bistvu je že zavrnila vnaprej ta predlog za 7-odstotno znižanje plač njihov ob odpravi plačnih nesorazmerij. Kaj bi se včeraj sploh res dogajalo na teh pogajanjih, kje je prišlo do tega kratkega stika? Vlada res že zavrnila vnaprej ta njihov predlog? Zdaj, treba je vedeti, da se vlada pogaja s 23 sindikati. Vlada je, da se lahko opredeli do sindikalnih predlogov, od sindikatov oziroma da neko normalno pogajanje poteka, pričakuje od sindikatov nek enoten približevalni predlog, ki gre proti temu predlogu, torej celovitemu predlogu ukrepov, ki jih je predstavila vlada. Zdaj, nujno je, da imamo na mizi pisni predlog, kjer je tudi jasno navedeno, kdo te predloge, torej kdo ta enotni približevalni predlog podpira, torej kolikšen del sindikatov, a vsi sindikati, a samo del sindikatov, da se lahko vlada na podlagi tega tudi potem opredeli. Zdaj, na včerajšnjem sestanku je bil dogovor oziroma govor o tem, da se predlog pripravi danes do 11.30, mislim, da jaz sem ravno pred novinarsko konferenco govoril z glavno pogajalko strokovne pogajalske skupine, torej gospod Apohal, in mi ni znala povedati, glede na to, da je v tem trenutku ravno zaključila pogajanja s tistim delom sindikatov, ki ne stavka in se nadaljuje pogajanja, torej se ta pogajanja nadaljuje, ampak po njenih informacijah, ki so, mislim, da iz 11. ure, tega predloga še ni prišlo. Zdaj, vlada, dokler nima pisnega predloga, kjer je jasno navedeno, kaj sindikati predlagajo in kakšno podporo strani sindikatov, torej v deležu oziroma v številu sindikatov, ki stavkajo stavkovnega odbora je, se ne more opredeliti do sindikalnega predloga. In vlada ni nikakršnega sklepa ne potrdila, ne zavrnila, edino, kar je rekla, da pričakuje pač ta enoten predlog, enoten približevalni predlog.
trdna namera vlade je, da se pogaja in da najde sporazum. Morda samo še ta dodatna informacija, kot sem prej omenil, se je pogajalka strokovne pogajalske skupine danes se šla z tistim delom sindikatov, ki ne stavka. No, ta sestanek se je pa zgodil na povabilo dela sindikatov, ki ne stavka, kar pomeni, da tudi na sindikalni strani torej je, saj na tistem delu, kjer ne stavka, ena ambicija oziroma želja, da se doseže ta dogovor, ki pač mislim, da je vsem nam v interesu. Prosim, Katarina. Še malo regresij. Torej, čeprav razumem, tale enomesečni zamik je samo zato, ker bi se v tem času lahko dogovorili za znižanje določenih regresov, nima pa vlada težave z izplačilom en mesec razlike, da bi imela kakšen drug nujen izdatek, ki ga ne bi mogla preložiti in je zaradi tega treba nujno regresati. Vlada bo, kar se tiče regresov, ravnala skladno z ZDR-jem. To pomeni do 1. junija oziroma 1. julija. Torej v bistvu sklep, ki se ga v tem trenutku očitno želi dati na referendum ali pa saj za zbiranje podpisov zavreči proceduro oziroma čas uveljavljanja, je bolj ugoden, kot je v primeru, da se torej s temi podpisi zaustavi sprejemanje oziroma uveljavitev tega zakona. Kajti še enkrat, v tem sklepu vlade je izplačilo preloženo na 5. maj. In v mestnem času seveda dogovor oziroma razprava z sindikati v zvezi z tem regresom. Zdaj, glede na to, da bo ta zakon z 40-dnevnim zbiranjem podpisov pač zamrznjen oziroma v proceduri preložen uveljavitev, bo vlada ravnala skladno s kolektivnimi pogodbami in skladno z zakonom o delovni razmerji, ki v svojem 131. členu pač predvideva izplačilo do 1. julija. Še tesneje regres kot... Tako nekako je. Še to me zanima, je že kaj predvideno, da bo vlada obravnavala dokapitalizacijo NLB-ja, bo to na naslednji seji? Ne, rok je, mislim, da jutri, ampak v proceduri vladni še ni, niti na odborih, niti na... Ampak je logično, da ni, ker pač še ni rok potekel. Možno je vse. Prosim. Lenka Potočnik, STA. Glede pogajanj me zanima, je vseeno že mogoče znano, ali se bodo že danes popoldne nadaljevala oziroma kdaj vsaj v tem delu o plačah? Stavkovnim odborom, mislim. Kot sem prej omenil, vlada pričakuje pisni enoten približevalni predlog. Torej predlog, v katerem je jasno, kakšna so stališča sindikatov in pa kolikšen delež oziroma kakšna podpora teh približevalnih predlogov je strani stavkovnega odbora. Torej koliko sindikatov to podpira, ali vsi, ali samo manjši del, in potem, če samo manjši ali večji del, potem treba tudi se še odločiti, kako je s tistimi, ki tega ne podpirajo, kakšen je njihov predlog. Vlada želi imeti enotnega sogovornika. Težko se je z vladne strani pogovarjati s 23 različnimi stališči, čeprav so združeni v enoten sindikalni odbor oziroma stavkovni odbor. Torej je v bistvu treba najprej dobiti enoten predlog, na podlagi tega enotnega predloga bo pa potem lahko pogajanje potekalo naprej v najkrajšem možnem času. Še eno vprašanje povezano pa je z nadzorniki Slovenske tiskovne agencije. Kdaj bo vlada objavila poziv, 2 mesti sta prazni? Prosim? Poziv za nove nadzornike STA-ja. Ja, to pa še ni bilo nič. Ni bilo niti še v proceduri, niti še razprave na to temo. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vsem lepo zahvaljujem.